Nista dve, Janja Strašek je moja kolegica, jaz pa sem Alenka Babič, ki v Termah Krka skrbi za programe diabetikov nasploh. Zelo smo veseli povabila vašega društva, da s to temo sodelujemo na vašem letošnjem srečanju. Pripričana sem, da vam bo Janja v tem svojem današnjem predavanju dala kakšen koristen napotek, kako uživati vse te jesensko-zimske dobrote in ne pri tem preveč grešiti. Jaz sem pa danes tukaj, mogoče še kakšno besedo o Janji. Janja je ne glede na svoja leta, če lahko tako rečem, starosta vseh prehranskih svetovalcev v Termah Krka. Janja je pravzaprav začela to svojo pot, čist eno novo področje razvila v Termah Krka in danes pravzaprav vodi celo ekipo prehranskih svetovalcev. Mi imamo sodelavce z tega področja tudi v Dolenjskih Toplicah in tudi v Strunjanu, ki ste jih vi tekom vaših okrevanj zadnjih letih tudi spoznali. Jaz sem pravzaprav tukaj tudi zato, da vas še enkrat povabim na vaše tradicionalno okrevanje konec novembra, kjer boste ta spoznanja, ki vam jih bo danes Janja podala, lahko tudi praktično preizkusili v kakšni kuharski delavnici, predvsem pa, kjer bo veliko možnosti, da boste tudi kakšen greh ali pa kakšno žlico preveč potrošili v bazenih, na poteh za nordijsko hojo ali pa pri kakšni jutranji telovadbi in podobno. Lep dan vam želim še naprej in hvala za povabilo še enkrat. Lep dober dan, tudi v mojem imenu. Hvala lepa za povabilo, hvala Lenki za tako lepe besede. Danes bomo začeli teoretično, pa upam, da tudi v kratkem, po mojem predavanju, že praktično spreminjati prehranske navade. Ja, najbolje, da se tega lotimo takoj. Še boljše bi bilo že v zelo rosnih letih kot otroci, ker prehranske navade spreminjati, vem na sebi, je zelo težko. Pravijo, da navada je železna srajca, ampak prehranske navade spreminjati tako, kot je klena srajca. Zakaj to vem? Ker jaz pogosto dnevno gostom razlagam, jejte počasi. Jejte res počasi. Vaša prebavna pot se ne začne v želodcu. Kje se začne? Povejte mi, kje se začne prebavna pot? V ustih. Ja, tudi jaz vem, v ustih. Pa v ustih imamo zobe. Zakaj imamo zobe? Za lep nasmeh? Ja, tudi, ne? Ampak zato, da hrano grizemo. In s tem, ko jo grizemo, jo prepojimo s slino. Kaj pa je slina? To je pa ena taka vodena snov v ustih, ne? In če je nismo, je zelo problematično, ker so usta suha, ampak tudi iz prebavnega vidika ima slina izjemno pomembno vlogo pri prebavi škroba. Vendar, ko jaz to govorim in kasneje grem po eni uri na malico, se kaj zgodi? Pojem tako, 1, 2, 3, ne? In isto predavam tudi otrokom, pa staršem in me moj najmlajši sin lansko leto posluša, 5 let je bil star, posluša to moje predavanje staršem v šoli in ko pridemo domov, se usedemo, pojemo kosilo in pravi, mama, ja kaj je? Sem že prepozen. Ja, kaj pa je? Ja, vse si že pojedla. Ja, nisi jedla počasi. In potem to isto letos v 1. razredu, ker on zdaj že v 1. razredu, predavam njegovim sošolcem, pa tudi on tam sedi pa učiteljice, in rečem, jejte počasi, pojejte. 15krat najmanj zgrizite, do 15, pa že znate šteti, ne? 15krat zgrizite en grižljaj, da bo res hrana prepojena in popolnoma že zmiksana v ustih. In moj sin ne dvigne roko, pravi, učiteljica, jaz sem že farbala takrat, ne? Pravi, ja, Janez, povej, veste kaj, moja mami pa golta hrano, ona ne zna počasi jesti. Tako, a tudi vi goltate hrano? Tako, to je malo za uvod, tako da se boste malo zamislili, da prehranske navade ni tako enostavno spreminjati. Vendar, če imamo motiv, imate motiv in vaš motiv je zdravje.
In vemo, da diabetes, sladkorna bolezen, je lahko urejena, če je tam tudi zdrava prehrana. Zdrava prehrana, kako jemo, kako hitro jemo, ali znamo grist ali ne, ali goltamo hrano, je pa zelo povezano. Ne? Tako da, ja, in kakovo življenja si ne predstavljamo brez dobrega in kvalitetnega zdravja, kljub temu, da že imamo diabetes, ta diabetes lahko uravnavamo z zdravim življenjskim slogom in to je zdrava prehrana. Seveda nas je polna usta vedno, ne, tako kot mene danes. Slovenci smo pa nagnjeni k temu, res, da radi govorimo, pa potem, ko se delajo pa take raziskave epidemiološke, tudi Inštitut za varovanje zdravja ves čas dela te raziskave, zdaj se zaključuje nova raziskava in verjetno bo podobno pokazala kot pred 5 leti, ta je 2009, da Slovenci imamo nezdrave prehranske navade in to je najbolj pogosto je ta problem, da izpuščamo zajtrk, da je ritem prehranjevanja nepravilen, večino hrane nekje pojemo v popoldanskem času in večernem in tudi nekateri po noči. Seveda diabetik že ve, da že zaradi zdravil, inzulina in zato, da je sladkor enakomerno porazdeljen ves dan, mora začeti dan z zajtrkom. Vendar je res tako pri vas? Ste začeli danes z zajtrkom ali čakate na tole malico tukaj? Ja, tudi to je pomembno. Ko sem vprašala v prvem razredu otroke, ko so se usedli tam, sem rekla, a ste danes zajtrkovali? Bila sem ob 9 dopoldne. Pa me gledajo, zajtrk se bo zdaj v šoli zajtrk. Pa ne, doma, če ste jedli. 2 sta dvignila roko od 19. 2. In še ta 2 sta rekla, ja, mami mi je namazala Nutelo. Med njimi tudi moj sin. Tako da, ja, Nutela, ne, tudi to ni ne, kaj pojem za zajtrk, je tudi pomembno, prav zaradi tega, da je sladkor pod nadzorom. In o tem se bomo danes tudi spregovorili. Slovenci tudi preveč solimo hrano. To je dejstvo. Ne da jo samo dosolimo, ko kuhamo in potem morda še na krožniku, ker sol ima tudi velik pomen za krvni tlak, ne pa pri vseh. Je lahko tudi povezan sol in krvni tlak. In če pa solimo preveč oziroma pojemo preveč slane hrane in to v mesnih izdelkih, sirih in tudi kruhih, pa je te soli dejansko 2-krat lahko več, kolikor so sama priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Jaz sem pred enim mesecem zaključila eno tako večjo študijo v naših določenih podjetjih v Sloveniji in ugotavljala, kakšna je prehrana delavcev v teh. Ne? In med njimi je bila tudi sol. Ko sem vnašala njihove tedenske jedilnike z recepturami v moj računalniški sistem, poglejte, kaj se je zgodilo, to je priporočena vrednost soli 1,25 v 8 urah, tole pa pojejo z enim obrokom. Če dejansko kuharica soli toliko, kolikor je pač receptura. Se pravi, pojedo že skoraj tiste dnevne priporočene vrednosti, ki so 6 gramov soli na dan v enem obroku. Potem pa, ko jih opazuješ, da še dosoljujejo hrano pri mizi, potem se vprašaš res, kam gre ta sol. Predvsem pa je pomembno to, da zmanjšamo vnos soli prav s temi izdelki, ki so preveč soljeni. Ni pa nič narobe, če je hrana tudi nekoliko slana in da jo pravilno solimo na koncu, ko je jed kuhana. Predvsem tudi iz vidika joda. To samo. No, ampak danes, da se naprej razmišljamo o pomenu prehrane in diabetesa, lahko rečemo, da tveganje za diabetes tipa 2 in seveda tudi za urejeno bolezen diabetesa je pomembna tudi telesna teža. Čezmerna telesna teža je že v preventivi en velik dejavnik tveganja in seveda tudi kasneje za velike zaplete, ki nastajajo. Zakaj prihaja do previsoke telesne teže? Lahko je več dejavnikov, lahko so tudi genetski dejavniki, vendar na prvem mestu lahko rečemo stil življenja.
telesna aktivnost, nezdrava, nepravilna prehrana, nepravilen ritem prehranjevanja in seveda po drugi strani tudi nepravilna sestava, kaj pojemo ob katerem času. Cilj zdravljenja sladkorne bolezni pa je preprečiti tveganja, ki nastanejo zaradi samega diabetesa in nepravilnega načina življenja. In da se malo pogledamo, kako pomembno je to, da krepimo zdravje s tem, da se gibamo in da se tudi pravilno prehranjujemo. Kaj je tukaj pomembno? Da vedno razmišljate, da tisto, kar daste v usta, daste tudi ven. A veste, kaj to pomeni? Če pojem en grižljaj piškota, zdajle med malcem, moram vedeti, da ta grižljaj ima ali kruha, ali sadja, ima toliko in toliko sladkorjev, ima lahko še druge snovi, naprimer kruh ima lahko tudi nekaj maščob, posebno če je semeni, ima lahko tudi nekaj beljakovin in seveda, če je pa namazan še gor z margarino ali s sirom ali s kakšno salamo, pašteto naprimer, ima pa še toliko in toliko maščob. In če ta grižljaj dam v usta in se reče, saj je bil samo en grižljaj, ali pa se celo ne zavedam, da sem pojedel toliko in toliko grižljajev, nastane nekje višek. Po eni strani raste sladkor, po drugi strani pa se viša tudi telesna teža. Zato je pomembno, da znamo uravnavati to ravnotežje med vnosom in porabo. In Svetovna zdravstvena organizacija resnično nam govori o tem, kako pomembno je istočasno razmišljati o hrani in gibanju. In pogosto rečem mojim gostom, pa tudi pacientom, ko prihajajo po infarktu, pa rečem, glejte, predno razmišljate, kaj boste dali v lonec, kaj boste danes kuhali za kosilo, veste, kaj razmišljate, kaj boste popoldne delali. Razmišljate tako. Danes, ko ste šli morda že prej na tržnico, v trgovino, preden ste prišli sem, a ste kaj razmišljali, ko ste kupovali, gospe pa gospodje, za današnje kosilo, kaj boste popoldne delali? Da boste tisto hrano, ki jo boste vnesli s kosilom, tudi potem potrošili. To je pomembno. Tudi to. Ne razmišljati samo, kaj bomo kuhali dobrega, da se bomo najedli do sitega, ampak razmišljajte, da vam bo ta hrana dala energijo za tisto delo in tudi hranilne snovi, zato da boste močni, krepki, da boste krepkega zdravja in vitalni. Ko razmišljamo o urejevanju zdrave telesne teže, in to je zelo pomembno pri diabetiku, najprej pomislimo na tale krog. Spomnite se tega kroga, ko boste razmišljali. In posebno pozornost moramo tudi nameniti temu delu. Sprejeti sebe takega, kot sem. Pogosto slišim takole v Šmarjeških Toplicah, kakšnega pacienta pride po infarktu pa reče, kar je, ne? Sej, kaj pa čem še narediti? Pa jaz rečem, ja gospod, poglejte, prišli ste v Šmarješke Toplice po infarktu, na rehabilitacijo. Zdaj vam je ponujena še ena priložnost. Sprejmite se takega, kot ste in gremo naprej. Gremo naprej vsak dan z redno telesno aktivnostjo in vsak dan z zdravo uravnoteženo prehrano. Ne se zamoriti zaradi tega, ker sem diabetik, ker imam eno težavo, ker me nekaj boli, to sprejeti in gremo naprej. Pogosto ženske tarnajo, ja kajčem, zdaj sem pa v menopauzi, zdaj pa teža je kar nekam odšla, ne? Sploh nekontrolirano in zdaj tako in tako ne moram nič narediti. Marsikdo reče, ja, so pa geni taki, ne? Stara mama je bila bolj močna, zdaj sem normalno, da sem tudi jaz, ne? Ja, tako se to lažemo, ne? Na to potem pa pol se pozabimo. Namesto, da bi se vzeli v roke pa rekli, lejte, tako je, ampak kljub temu, tudi če imam gene take, tudi če ima moja babica bolj močna, ima malo širše tlele boke, ne?
nič hodga, ampak jaz bom vseeno vsak dan se gibala in vseeno vsak dan se zdravo prehranjevala, zato da bo moj sladkor pod nadzorom. Tudi če kakšna kila ne bo šla dol tako, kot si jaz želim, ampak sladkor bo pod nadzorom in to je pomembno za vas tudi. No in ko se boste lotili te zdrave prehrane, da ne bi kdo razmišljal o kakšnih dietah posebnih, ne? Prehrana za sladkornega bolnika ni neka posebna dieta. Je zdrava prehrana s svojimi pravili, jaz pravim. Ni to dieta, ne? Potem pa eni se lotijo 90-dnevne ločevalne, eni se lotijo beljakovinske diete, različnih vrst. Se nekomu res morda pomaga. Ampak potem pa gleda soseda pravi, ti imaš sladkorno bolezen, pa si tole dieto imel, pa si tako fajn shujšal, pa tako dobro se počutiš, daj mi recept, bom še jaz isto, ne? In potem ta tudi proba, pa na koncu boli zaradi te bolezni, pa se slabo počuti, ne? Pa imunska odpornost mu pade, ker take stvari ne veljajo za vsakega in ponavadi več škode naredijo kot koristi. Zato je pomembno, da se prehranjujemo zdravo in uravnoteženo. In predvsem pa je pomembno to, da ne pozabimo, da diabetik mora jesti, se mora gibati, ampak tukaj ima, dobro, to je inzulin, ni nujno, da imate vsi inzulin, imate tablete ali pa celo nimate tega, ne? In dejansko svoj sladkor uravnavate na ta način, z gibanjem in s telesno aktivnostjo. In vse to morate povezati. In če imate slučajno kakšno ločevalno dieto ali pa morda brez ogljikovih hidratov in na tej strani inzulin, se lahko zgodi marsikaj hudega, ne? Sploh, če to delate nekontrolirano in brez znanja. Zato je zelo pomembno, da imate v dnevu vse hranilne snovi zastopane v pravi meri. Seveda, te številke so nam samo orientacija. Dejansko orientacija, zato da malo približno vemo, koliko česa dnevno naj bi zaužili. Vendar iz vse te moje prakse 20 let lahko rečem, da vsak diabetik potrebuje malo drugače te procente ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob. Nekdo se zelo dobro počuti, če čisto malo poje kruha pa testenin, nekdo rabi pa teh testenin, pa riža, pa kruha mnogo več, pa manj mesa, pa ima prav tako lepo urejene sladkorje. Tako da tukaj, koliko česa pojesti, je zelo pomembno, da kot prvo razmišljamo o tem, koliko se gibamo, drugo pa, da si redno merimo sladkor in preverjamo, kaj se zgodi kakšen je sladkor pred obrokom in kaj se zgodi, naprimer, po obroku s tem sladkorjem. Če je bil pred obrokom, naprimer, 6 in po obroku zraste na 15, pomeni, da smo nekaj narobe naredili, ne? Nekaj ni bilo prav v tem obroku. Če pa je po obroku zrastel na 8, pa morda ali pa celo do 10, ne, ampak 8 bi bilo idealno, rečem, tale obrok je pa zame bil idealen, zelo dobro sem sestavil, ne. Pomembno pa tudi to, kako bom potem to ostali sladkor še pokuril s telesno aktivnostjo. Tako da dnevno ne smemo zanemariti niti ogljikovih hidratov, niti maščob, niti beljakovin in seveda zelo pomembne so vlaknine. In zato, da bomo vse to pokrili in da bo res naša prehrana uravnotežena, je potrebno razmišljati, kdaj bomo jedli, kolikokrat na dan bomo jedli in kaj bomo jedli. Zato skrbno načrtujemo obroke, razmišljamo, kdaj, koliko, zato da ne prihaja do hipoglikemije in da uravnotežimo tablete oziroma inzulin z ogljikovimi hidrati. Zdaj, razmišljati moramo pa še nekaj. Ne samo to, kdaj, koliko in kako, ampak tudi pomembna je ta razmerja so tudi glede na naš spol. Moški nekoliko več lahko zaužijete kot ženske, zaradi tega, ker je tudi struktura telesa drugačna pri moškemu kot pri ženskah. Moški več mišic, ženske več maščob. Mišice več pokurijo, maščobe manj. Že to je eden od razlogov, zakaj si žena da malo manj na krožnik kot pa mož. A je tako, ali ste se zmotila morda, ker ste pari. Gospodje, malo več imate na krožniku, saj mesa, ne? Pa tudi malo več krompirja, malo več riža, ne, kot pa gospe.
Ja, to je skoraj normalno in tudi pravilno. Tudi nekako narekuje delo tako, da moški morda več poprimete za težko fizično delo, kot pa ženske po obroku, ne? In zato nekoliko več potrebujete in beljakovin, in ogljikovih hidratov, ker jih boste tudi več potrošili. Potem je pomembna starost. Do 30. leta nekako normalno kurimo in je naša presnova optimalna. Po 30. letu, posebno, če je naše delo zelo sedeče in da se malo gibamo in naše mišice so ravno toliko, da pač nekako telo stoji skupaj, ne, nimamo pa res takih krepkih, ne, pa malo, tako pravijo, hribčke, ne, nimamo hribčko, ne, potem, če nimamo hribčko, dejansko naša presnova upočasni, vsakih 10 let nekako, takole, če rečemo, po 30. letu odštejem 3%, po 70. letu pa že pri izračunu koliko kalorij potrebujete čez dan, pa odštejem že 30%. Se pravi, tisto, kar ste jedli pri 30 letih, ne, tisto količino, zdaj pri 70 morate zmanjšati vsaj za 30%. Že zaradi starosti in zaradi tega, ker je vaša presnova upočasnjena. Ampak na krožniku naj pa nič manj ne zgleda, zaradi tega, ker je treba samo zamenjati stvari na krožniku, malo zmanjšati mesa, malo zmanjšati ogljikove hidrate, predvsem pa povečati na krožniku zelenjavo. Ne? Tukaj pa je treba še nekaj narediti. No, to smo. Koliko obrokov? Ne? Zdaj, nekako nepisano ali pa tudi pisano pravilo pri diabetiku je zajtrk, kosilo, večerja, vmesne malice, če pa potrebno še tudi po večer. Marsikateri diabetik ne poje niti ene vmesne malice, pa se krasno počuti. Nekdo pa rabi 2 vmesni malici. Ne, spet tudi na tem področju ste si zelo, zelo različni, oziroma tudi vsak med nami različno potrebuje. Vendar, kot smo že rekli, zajtrk pa je osnovni del obroka in začnemo dan z zajtrkom, ker čez dan največ pokurimo kalorij. Čez dan delamo, razmišljamo, če je tisti ritem dela normalen. Ne? Edino tisti, ki pač grejo večerno službo, takrat pa malo drugače jejo. Ampak zajtrk je tisti glavni, še kosilo, potem pa dejansko znižujemo vnos hrane. Ali tudi dodaten obrok? Ja. Kadar se počutite slabo, si zmerite sladkor. In če vidite, da je sladkor nizek, če že kaže na kakšno hipoglikemijo, normalno, da si potem vzamete dodaten obrok. Pred dejavnostjo, to bomo tudi pogledali, zakaj nekateri ljudje potrebujejo še dodatne obroke pred telesno dejavnostjo. Naprimer, če načrtujete telesno dejavnost in imate inzulin ali tablete, si vedno tudi izmerite sladkor, preden greste. Naprimer, greste na tak hitrejši sprehod, ki bo trajal uro pa pol, mogoče še v hrib, veste, da boste veliko pokurili in kalorij in tudi sladkorja, je pomembno, da si izmerite krvni sladkor in tudi potem na osnovi izmerjenega sladkorja in načrtovane telesne aktivnosti zaužijete še dodaten obrok. Naprimer, če načrtujete eno tako nizko intenzivnost, en tak sprehod po mestu, pol ure do 1 ure, si doma zmerite sladkor, pa rečete, 5,5, tam v redu bom pojedel eno jabolko, ne? Če je pa nad 5,5, pa ne potrebujem nič, ne? Naprimer, ne? Vsak je pa malo drugače, ampak tako, ne? Da malo vidite, kako je pomembno tudi ta dodatni obrok. Če načrtujete zmerno telesno aktivnost, se pravi, to zmerno hojo, potem boste pa še nekaj počeli na vrtu, pa vmes ne boste nič jedli, je potrebno že pojesti nekaj več, ne? Eno banano ali jogurt, če je do 5,5. Ukolikor je pa nad 10, ne? To pa pomeni, če greste po kosilo delati nekaj in je sladkor fizično delati 1 uro na vrt, naprimer, je sladkor 10, ne rabite dodatnega obroka, ker boste ta sladkor lahko potem pokurili na vrtu z delom. Ukolikor gre pa za neko večjo fizično aktivnost, naprimer, veste, 2 ure boste hodili nekam v hrib, ne? Naprimer, greste na Listco, ne? Peš.
V takem primeru je treba pa bolj načrtovati in tudi tisti, ki imate na 10, morda vzamete še eno sadje, ne? Tako da imate ta sladkor pod nadzorom. Predvsem to velja za tiste, ki ste na inzulinu oziroma morda tudi na tableti. In vzemite si čas za prehranjevanje. Ne jest mimo grede. To, kar sem rekla, da je treba grist, to sem že povedala, ampak resnično ne bo vsak obrok nekak obred. Tudi, ko vzamete jabolko, se skoncentrirajte na tisto jabolko. Ne mimo grede ga pojesti. Tudi ni potrebno se vedno usesti, ampak jem jabolko. To zato, da ozavestite. Jaz, ko učim določene individualno, kako se prehranjevati, zahtevam od njih, da pišejo dnevnik. In to pravi, da je grozno in zelo težko. Pisati dnevnik pomeni ozavestiti vsak grižljaj, ki ga damo v usta. In to naj bo 5 obrokov, pa tistih ta pravih in ozaveščenih. Pojedo sem jabolko, pojedo sem jogurt. Za kosilo, večerjo pa zajtrk nekako že vemo, ker se usedemo. Za vse tisto vmes pa ponavadi pozabimo, da smo sploh jedli. Pogosto rečejo ljudje, ja, saj ne vem, od česa imam previsoko telesno težo, saj do 5 popoldne sem na kolodontu. Sem kaj, kdaj ste se pomil zobe? Ob 2 popoldne? Ja ne, zjutraj, ne? Ali pa celo prejšnji večer. Je kako, do 5 niti enega grižljaja. Ja, potem pa začnemo, zjutraj kavica, pa je bilo kavice kaj, ne? Mogoče sladkor ali pa diabetik nič, ne? Prav malo sem dal mleka noter, no vidite, že z mlekom ste dobili nekaj kalorij. Ja, kaj ste pa zraven pojedel? Pa kdo pravi, ja, košče kruha ali pa mogoče en piškot. Ja, vidite, niste na kolodontu, ste že kavico z kruhom pojedel, ampak ljudje tega ne ozavestijo, ne? Potem spijo pa še sok, ali spijo karkoli že čez dan, ne? Razen vode in morda res ne jejo z žlico, vilco, nožem in se ne usedejo, vendar tisto, kar stoje pojedo, ne vedo, da so pojedeli. In to je najslabše. In v takem primeru pride že tam 1000-2000 kilokalorij, to je pa zelo težko pokuriti, če se ne zavedam tega. Ne? Tako da prehranjevanje vsako naj bo obred. In vzeti si moramo na dan nekje 2 ure pa pol časa za prehranjevanje, zato da grizamo, zato da jemo. 2 ure in pol na dan. Samo zato, da jeste, ne zato, da kuhate. Da jeste. Vzemite si čas. Pomembna je tudi raznovrstno živil in zaradi tega je potem lahko tudi nekje nivo glukoze tak, kot mora biti v določenem času v zaželenem območju. In zelo pomembno vlogo na to ima glikemični indeks. To poznate, ampak vseeno to, da spregovorim. Glikemični indeks lahko merimo samo v obliko hidratnih živil. Naprimer, če imam meso, samo meso ne govorimo o glikemičnem indeksu. Če imam pa kruh, pa lahko rečem, kruh, ki je iz črne moke in ima veliko otrobov, ima nižji glikemični indeks. Kruh, ki je pa iz čisto bele moke, ima pa visok glikemični indeks. In zdaj malo bolj to poenostavimo, ne? Kaj to pomeni? Zakaj vam rečejo diabetikom, jejte črn kruh, ne jejte bel kruh? A to veste zakaj? Vam razložijo, ne? Ampak še malo bolj tako, da si predstavljate. Pogosto ljudje mislijo, bel kruh je bolj kaloričen, od njega se bom hitreje zredil, črn ima pa manj kalorij. Ne? Če tako razmišljate, morda, dobro, niste čisto napačno razmišljali, ampak še boljše je, da razmišljate v drugo smer. Če jem črn kruh, ki ima otrobe, ki ima vlakno, ta črn kruh, ta vlakna od otrobov naredijo ovoj okrog škrobnega delca. In zato po koščku črnega kruha imate sladkor, čez nekaj časa, nekoliko nižji. Porast krvnega sladkorja je zelo enakomerna, oziroma sladkor ni zelo hitro tako visoko gor in spet hitro nizko dol. Če pa pojeste bel kruh, pa ne govorimo nič, da ničesar ni na kruhu, pa je lahko porast krvnega sladkorja zelo hitro visok. Ne? Zelo hitro zraste. Zakaj? Ker okrog škrobnega delca, škroba v tej beli moki, nimate otrobov, nimate ovojnice, nimate ovire,
za encime. Kje so pa te encimi, smo pa prej rekli, v slini. Ne? Zdaj boste pa rekli, zakaj pa pol ni boljše goltati hrano? Ne? Zato, ker je včeraj mi je tudi en pacient po infarktu pride k meni pa reče, jaz tega ne razumem, zakaj imam po obilnem kosilu kar naenkrat sladkor 4,5. In po kosilu, kjer ima vse, meso, riž, potem zelenjavo, maščobe, normalno vse, imam po obilnem kosilu sladkor 4,5. In jaz pravim, ja gospod, vi pa zelo hitro jeste, ne? Prav, kako pa veste? Ja, to je zdaj tista logika, ne? Poglejte, če on že, pa zajtrk ste pojedli, ja to pa tudi ne. Poglejte, telo je bilo lačno, ne? Že tako malo energije in ker je goltal hrano, ker je ni zgrizal, je padla hrana v želodec. In seveda, želodec mora zdaj to vse premleti. Zato pa rabi kaj? Energijo. Še tisto energijo, ki je bila odprej, je porabil želodec za to delo. Vendar ni pa mogel prebaviti škroba, zaradi tega, ker ni ustvaril dovolj sline. In takoj po obroku je on dejansko začutil hipo. In to mu je nelogično. Če bi on grizel hrano in bi jo prepojil slino, bi že v ustih se tisti riž ali karkoli že jedel, delno že z grizenjem in z slino že škrobni delci cepili na manjše enote glukoze in ko pride v želodec, potem počasi že pronicajo naprej v tanko črevo in resice srkajo glukozo in nivo krvnega sladkorja se počasi dviguje. Tako da po obroku je normalno, da se nivo sladkorja dviguje, ne pa da pada. To kaže na to, da je gospod zelo, zelo hitro jedel, vendar kaj se mu zgodi kasneje, čez par ur prav, da ima sladkor, pa ne vem kje, ne? Tam na 16-18. Ne? Prav zaradi tega, ker ne je pravilno. In tukaj je pomen tako glikemičnih indeksov, kot tega, da jemo zelo počasi in dobro grizemo hrano. No? Aha, bo nekaj. Za ta glikemični indeks so odgovorni ogljikovi hidrati, pa ne samo škorobnih živil, o katerih smo govorili, riž, testenine, kaše, vse to mora biti polnovredno, rjavo, integralno včasih rečejo. Tudi če jeste kdaj špagete, makarone, karkoli bele barve, pazite na to, da so kuhani na zob. Me je zadnjič ena diabetičarka naučila, pravi, ne reč al dente, to ni slovensko. Mi smo rekli na zob kuhano, to pa poznate, ne? Na zob, tako da ugriznete, ne? Riž, testenine naj bo kuhano na zob in to pomeni, da bo tudi taka testenina se malo počasneje prebavljala, kot tista, ki ima ovojnica in ne bo hitro dvignila krvnega sladkorja. Vendar morate pa tudi se zavedati, da je sladkor lahko v sadju, in to so tudi ogljikovi hidrati, in tudi v zelenjavi, nekaj pa tudi v mleku in mlečnih izdelkih v obliki laktoze, mlečnega sladkorja. Vendar problematično je ponavadi pri diabetiku tudi nepoznavanje sadja, količinsko, koliko sadja pojesti. Poznate star rek, eno jabolko na dan od žene zdravnika stran, nikjer ne piše, nikoli nisem slišala, da treba 10 jabolk za to pojesti. Ne? Seveda jih imamo radi, so dobre, krasno je, če jemo domača, lokalno pridelana jabolka, dozorela. Mislim, da imam tudi eno slikco, kako pomembno je jesti jabolka, ki dozorijo, vendar ni potrebno 10 jabolk in zelo odsvetovano je, da pojeste več sadežev naenkrat. Eno jabolko za malce dopoldne, eno popoldne. In zanimivo je še to, ker smo 2-3 leta nazaj smo delali eno raziskavo s kliničnim centrom v Šmarjeških Toplicah in je bilo vprašanje, ali jabolka, 2 jabolka na dan in 30 gramov orehov vplivajo na vnetne parametre pri rehabilitaciji srčnega bolnika po infarktu.
In zanimivo je bilo to, seveda se je na koncu pokazalo, da je to zelo dobro vpliva jabolko, rdeče barve z olupkom. Vendar moje hipotetično vprašanje je bilo, kaj pa jabolka, ki so jih pacienti jedli v raziskavi aprila pa maja? Ne, aprila pa maja si predstavljate jabolko zdajle ali pa majski jabolk, ki je tam nekje še v kleti, ne, domač. Je že bolj tak reven, ne, si reče, da tega jabolka pa več velik ni, ne. Ampak zanimivo, da so ravno tisti pacienti, ki so jedli jabolka aprila pa maja, imeli prav tako dobre rezultate, kot tisti, ki so septembra pa oktobra jih jedli. Vendar je bila pomembna ta antioksidant, oziroma ta rdeča barvila v kožici jabolke. Zato je pomembno, da jeste jabolka, ki imate lokalno pridelana, ki niso preveč kropljena, ki si jih brez težav upate pojesti z olupkom. Olupek je pomemben. In tudi glede vidika sladkorja. Vse zdaj so zelo moderne, razni sokovi, pa smuti, pa to, ampak za diabetika je izjemno pomembno, da poje tudi vlakno, ne, to ovojnico. Ovojnica, ki upočasni porast krvnega sladkorja. No, tudi, še zelenjavo omenem. Pogosto se zgodi, da diabetik rad poje, naprimer za kosilo pire krompir, pa korenček, pa peso. Ne, korenček pri kuhi je kuhan, je tak sladkasti, pire krompir ni treba nič grist, ne, je tudi krasno, ne. Posebno, če so še zobje malo teže grizemo, ne, pa pesna solata, ne. Ampak to je se zdravo, zelo dobro, vendar diabetiku to povzroči, da ima po kosilu, naprimer, namesto, da bi imel od 6 na 8 sladkor, da ima 12 ali pa 15. Zakaj? Zato, ker je v teh vrstah, kot je korenček, pesa, pa tudi koromat, čebula, por, tudi nekaj sladkorja in ta sladkor tudi vpliva na porast sladkorja v krvi. In kadar jeste pire krompir, pa itak, ne, to je škrop in še razdelan je čist, ne. In če imate radi pire krompir, ja, lahko si ga kdaj prvošte, ampak dajte ga jesti z zeljem ali pa z neko radičem zdaj, ne s peso. Kadar jeste pa pesno solato, pa jete zraven meso, pa polnovredni riž. Tako da ta glikemični indeks obroka znižate, ne. Zdaj, ko imate zraven še meso, pa maščobe, pa veliko vlaken, potem ta skupni glikemični indeks obroka dejansko je toliko nizek, da potem po obroku nimate sladkor 15, ampak ga imate 8. Ne? Če pa date preveč sladkorja, pa preveč vse razdeto, pa potem se pa ketasko zgodi. Ne? No, polnovredna žita, samo to omenim še. Ljudje pogosto razmišljajo napačno, pa rečejo, polnozrnati kruh, polnovredni kruh, kaj to je, ne? To so pa tisti kruhi, ki imajo zrna noter, ne? Ali pa semenke. Polnovredni ali polnozrnati kruh pomeni, da je mleto celožitno zrnje, da je mleto zrnje z otrobi. To je tisto, kar vi potrebujete, ta vlaknate otrobe, da upočasnijo porast sladkorja. Potrebne so pa tudi beljakovine in maščobe. In od lanskega leta so nova pravila tudi za ljudi nad 60 let glede vnosa beljakovin. Če smo včasih rekli, da beljakovin pa starejši sploh toliko ne potrebujejo, pa tako in tako, ne, ponovadi se zgodi, da nimamo nekaj več apetita za meso, pa ribe, pa jajca, pa sire, mleko, ne, in se nam kar dobro zdi, da nam tega ni potrebno jesti, se vedno bolj poudarja spet nazaj, preideti temu, da jemo vsaj enkrat na dan ali meso, ali ribe, ali stročnice, sire, jajca, seveda z manj maščobe, pusto, pravilno pripravljeno, ne odsvrto, ali kuhano, ali dušeno. Ne govorimo o mesnih izdelkih, o paštetah, hrenovkah, ampak govorimo o mesu kot mesu, ki je dovolj, da je že 100-gramski košček mesa, ima že tisto potrebno vrednost beljakovin, ki nahrani vaše mišice. Do 60. leta se ugotavlja, da se naše mišice dosti hitro obnavljajo, kasneje pa že počasneje. In če, naprimer, za slabo prehrano vnesem premalo beljakovin, potem pa, da se še ne gibam dovolj, moje mišice atrofirajo. Dejansko jih ni. Premalo je. In potem, naprimer, da se zgodi, da zbolim, da obležim z neko virozo, po enem tednu, 14 dneh sem
ošvohnel zelo in ker morda si sami lahko predstavljate, kaj pomeni se spet nazaj na noge postaviti. Ne? Tako da je pomembno, da že prej hranite telo tudi z beljakovinami in z kakovostnimi maščobami. Pri maščobah je pa spet ena velika polemika, ker bi lahko samo o maščobah danes govorili. Ampak da vas majčkam opozorim na vse te novosti oziroma novosti zadnjih 10 let, naprimer konopljino olje. Ne? Vse posod, kamor potipkate konopljino olje, to je čude zdravja. Ne? In seveda mi to verjamemo in to kupimo, ne? In potem tudi, ne, spet iz naše družine, ena anekdota, pa pravi moj tast, ti veš, ja, ne daj ti meni povej, kaj je to konopljino olje, jaz kupam, ali ne, veš, na internetu sem prebral, da je to zelo dobro za mojo revmo. Ne vem, no, mislim, da bi bilo treba prej kakšne druge stvari opustiti, pa kaj novega noter, ne, tako drugo stvar poštimati, pa bomo pa konopljino olje, ampak me ni poslušal, ne, je šel kupiti to. In seveda je to kupil in začel to piti, po navodilih je rekel, da je pil. No in je spil zjutraj, mislim, da en tak štamperle, ne, tistega olja. In prav čez nekaj časa ti veš, jaz se pa zdaj boljš počutim, jaz nimam pa več težav z revmo. Sem ne vem, nekaj se mi zdi, da sem se zredil. Ja, včesa pa, kaj pa je kaj drugač? Prav je, veš, tisto konopljino olje sem kupil. Jaz sem nekaj vreda, ampak koga pa spijete, prav en štamperle. Ja, sem enega, ja včas tudi dva, ne, zato da bo bolj pomagali. Ker je, veste, koliko kalorij se s tem poje zraven, ne. 1 gram, si predstavljate 1 gram, ne, je 9 kilokalorij, ena čajna žlička je že 45-50 kilokalorij, ne, en štamperle je pa že toliko več, ne. Se pravi, en cel zajtrk, kar pa še več je pojedel s tistim štamperletom, ne. In seveda pa še zajtrk in še vse ostalo, ne. Seveda, v tem je stvar, on še vedno verjame, da mu to pomaga in prav, ne mu pomaga, zmanjšala sva pa to na eno čajno žličko zdaj, ne, in je to zdaj čisto v redu. Tako da, če verjamete, da vam neka stvar pomaga in vam izboljša stvar, ne bo, ne, čeprav je to vprašanje, koliko je res kvalitetna zadeva, ampak dajte tudi omejiti to količino. Tudi če še tako hvalijo, da je zdravo, pa dobro, omejite na neke zmerne količine, tako kot pri jabolku jih ne 10 pojesti, pa čeprav je zdravo, pojejte eno, prav tako je pri teh maščobah. Tako da, drugače pa na solato, oljčno olje, lahko tudi konopljino olje, vendar za pol čajne žličke, zdaj pa gledaj tudi bučno olje, ne, tako da različne, vendar naj bojo kvalitetna ta olja. Kvalitetna pomeni hladno stiskana, nerafinirana, ta olja rafinirana so res nekaj najslabšega, kar se zgodi, ne. Pogosto pa vidim, da me sprašujejo o kokosovem masti. Imate vi tudi kokosovo mast, ne? Ja. Zakaj kokosovo mast toliko uporabljate? Zakaj? Zakaj ste se prešli na kokosovo mast? A ste kdaj razmišljali? Zato, ker je pisalo, ker je najbolj zdrava. Ker je zelo zdrava, piše, ali kako, ne? Glejte, kokosova mast ima nasičene maščobne kisline. Nasičene ima pa tudi svinjska mast, ne? Svinjske masti pa več ne jeste, ne? Ali kako olja spet jeste nazaj. Ste že slišali, ne, da je boljš, ne? Ja, tako je, ne, kako ta trend prehrane. 20 let nazaj govorimo, ne tega, pa čez 10 let govorimo, da imamo spet tako, pa drugačne. Če imate domačega pujska, ne, domačega pujska, pa veste, kako ste ga krmili, pa ste čez zimo kuhate kolerabco, pa krompirček, vse to, ne, ja, potem tista svinjska mast ima res take maščobe, da se bo potem v telesu razgradila naprej in vam ne bo škodila, če boste res tam pa tam kdaj uporabili, ne pa vsak dan eno žlico, ne. Pri kokosovi masti pa druga stvar, a vi veste, odkje je tista kokosova mast? Vse kokos ne raste v Sloveniji, ne? To je spet tisto, razmišljam lokalno, jem tisto, kar zraste, kar je pridelano doma, v mojem radiju 20 km ali pa 100, rečemo Slovenija, ne? Tako da, tudi na ta način razmišljate in če se vprašate, kaj bom uporabil, svinjsko ali kokosovo mast, potem se odločite, ja, bom za svinjsko malo, ampak še to vem, odkje je. Ne? Tudi to je pomembno vprašanje. No, to smo že, da ne bomo predolgo, kar malo. Ja, na krožniku naj bo največ zelenjave, 2-krat na dan, raznovrstne. Spet govorimo o sezonski in lokalni zelenjavi. Da naj bi zdaj začeli paradižnik kupovati, ne? Paradižnik smo zdaj že spravili za zimo, smo ga dali v zmrzovalnik, smo ga dali morda tudi v kozarce za omako
In to ne bo nič narobe. Vi veste, ta paradižnik sem pridelal sam na njivi, na vrtu, in ta paradižnik lahko po zimi tudi prinaša določene pomembne hranilne snovi za moje telo. Ampak v obliki omake, juhe, v teh primerih. Za sveže bom pa uporabil čez zimo sveže, kislo zelje. Repa, to poznamo, tukaj paste na sol, da ne bo presnano, pa diabetiki nikakor piti preveč slane zelnice, tudi to, ker včasih veljalo veliko zelnice spiti, da bo sladkor padel, ampak zavedati se morate, da je veliko soli noter in da vam po drugi strani dela težave, naprimer na krvni tlak. Tako da zelje, ja, pa še to malo sprat, drugače pa radič čez celo zimo lahko shranite, korenje lahko shranite, kolerabo, brstični ohrovt, veliko je zelenjave, sezonske, tudi zimske, ki jo lahko uporabite čez zimo in ne kupujte paprike, bučke in te stvari. Razen, če imate kokaido buče, celo zimo lahko spravite nekje v zavetje, v slamo in bojo dosti mladi lepo zdržale. Da se marsikaj čez zimo tudi shraniti. Tako da sadja smo rekli, ne lupimo in čim več sezonske in lokalne zelenjave. No, zakaj toliko zelenjave? Predvsem zaradi tega, ker ima toliko različnih hranilnih snovi. Ampak, če jem samo radič, dobim samo določene hranilne snovi. Če pa jem različne vrste zelenjave, najboljše kar po barvah jih malo sortirati, potem vem, da bom pojedel vse tiste vitamine pa minerale, ki jih moje telo potrebuje. Mi ne jemo zato, da imamo želodec poln, mi moramo nahraniti telo z vsemi potrebnimi hranilnimi snovmi. In vsako živilo ima specifične hranilne snovi. Vsako ima malo drugače. Zato je treba zelenjavo jesti raznovrstno. In težko pokrijemo dnevno vse, ampak v enem tednu pa že lahko rečemo, sem pojedel več vrst zelenjave tudi po barvah. No, tale krog je pa zelo pomemben zato, da pridem do spoznanja, kako pomembno je jesti oziroma dobiti vitamine in minerale z hrano, kvalitetno hrano, ne pa toliko z dodatki. Predvsem je nevarno, če pojem več, naprimer spet, prej smo imeli tole olje, zdaj pa naprimer podobno je z raznimi vitaminsko-mineralnimi dodatki, če kupite v kapsulah, tabletki, greste v lekarno ali pa tako na črnem trgu, pa rečete, bom pa kar 2 tabletke raj cinka pojedel, zato da bo imunsko odpornost boljša. Ja, če bom to naredil, pa čeprav piše na tablici samo 1 tabletko na dan, ker sicer prekoračimo te vrednosti, ne bom si naredil nobene koristi, ampak veliko škodo, ker minerali in vitamini delujejo en na drugega v telesu in en drugemu omogočajo boljše delovanje ali pa ga izničijo. In če enega preveč, in to pride na račun tega, če jaz vnašam določene prehranske dodatke. S hrano zelo težko si naredim preveč, naredim viške, ampak z dodatki pa. In to je zelo pomembno. Naprimer, če gledam cink, deluje na železo in če tega preveč, izniči delovanje železa. Cink deluje tudi nazaj na fosfor, je povezan s kalcijem, tako da izniči delovanje tudi ostalih mineralov, če ga je preveč. No, to je pa tisto jabolčko, kateri sem prej že omenila, kako je pomembno, da je jabolko dozorelo in zraslo na domačih tleh, obsijano s soncem. Poglejte, kakšna je razlika iz iste jablene. To sicer ta poskus je bil narejen, moram reči, kar 18 let, malo v tistem, ko sem jaz šla, ali pa 20 let, sem da še na fakulteti, ko smo to delali, iz iste jablene so vzeli jabolko. Eno iz sončne lege, eno pa senčne lege. In na sončni legi jabolko je imelo 123 mg C vitamina v 100 gramski jabolki, to so dnevne naše potrebe, dozorelo jabolko, na senčni legi pa le 35 mg. Če smo pa jabolko olupili, pogledajte, imamo pa samo 8,4 mg še tega C vitamina. Ga ni, Tako da nas spet to nekaj opozarja. Ta poskus nas opozarja, kako pomembno je, da jemo domačo hrano, ker če kupujem hrano iz nekih južnih predelov sveta
iz drugega dela sveta, kjer živilo oziroma sadje zelenjava ne dozori, ker mora dozoreti med potjo oziroma čaka v nekih hladilnicah. Vemo, da taka hrana ni tako polna z hranili, kot je tista, ki zraste na domačih tleh. Tako da to nam pa ta poskus dokazuje. Pa pit morate. Čim več pit. Voda. Voda je osnovna pijača vaša. Nobenih sokov z nekimi sladili, umetnimi sladili, diabetične pijače. Ne, ampak voda, lahko zdaj pozimi tudi čaj, zeliščne čaje, kakršnekoli planinski, naprimer skuhate in ga imate za več ur ohlajenega, malo limonega soka noter in to je to. Nesladkan kompot gre tudi, če pa že sokove, naj bojo naravni, domači, če ste naprimer zdaj v jesen sami naredili jabolčni sok iz domačih jabolk, pa vam to okus zelo paše, ne cel kozarec jabolčnega soka spiti, ker to vam bo sladko šel, ne? Ampak morda v 2 deci kozarca, za pol deci ali pa manj date tega soka, potem ostalo pa voda čez, ne? Samo to za okus, ne? Da se zažejo pije sadni sok. No, še na koncu, da vidite, kako naj bi bil en takle jedilnik. To je, naprimer, jedilnik za žensko, ki rabi 1800 kilokalorij. To je, naprimer, zame, srednjih let, od 40 do 50 let ženske, ki se ne gibamo preveč, ne, tam nekje do 1 ure na dan imamo nekega gibanja, drugače pa pretežno presedimo. In rabimo takle obrok. Lahko pa za moške, ki pa morate malo skujšati, naprimer, kakšen gospod, pa lahko tudi 1800 bo čisto tako varno območje za njega, ne. Kaj pomeni to? Lejte, koliko obrokov? 1, 2, 3, 4, pa še malica po telesni aktivnosti, 5, 6 obrokov na dan. Določeni, nekdo bo porabil samo 2 oziroma 3, 4, ne. Kaj pomeni zdaj to uravnotežen obrok? Poglejte, zajtrk, polnovredni kruh, to je tisti, ki ima otrove tudi, 10 dek, ne, si predstavljate, 1, 2 rezine, ne. 1 velika žlica skute, 10% maščobe, pa nekaj, no to je bo polet pisano bolj, ne, rdeča paprika, pa češnjev, paradižnik. Kaj bi pa zdaj dal že, ne, mogoče imate še kaj paradižnika, pa paprike svoje, če pa nimate, ne, potem pa morda imate pa kaj pravilno fermentirano, ali že morda kakšno kumarco, ne, tako da nekaj tudi zjutraj, namesto sadja, lahko tudi zelenjavo, ne. Potem malica, jabolko, oreh, navadni jogurt, lejte. 150 gramsko jabolko je na srednje. Potem oreh, 10 gramov pomeni 5 jedrc orehov, ne več. Orehi imajo veliko omega-3 maščobne kisline, so zdravi, vendar ne smemo kar celo vrečko pa pest pojesti, ne. In en navadni jogurt, 1,6 maščobe. Ne sadnih jogurtov, navadne jogurte jejte, navadne kefirje, navadno kislo mleko in te stvari. Kosilo, zelenjavna juha, potem pa ajdova kaša kot vir ogljikovih hidratov, veliko ima vlaknin, veliko ima tudi beljakovin, surova teža 80 gramov. Potem piščančji file, lejte, sem 60 gramov, ker bomo beljakovine dobili že tudi v ajdovi kaši. Lejte, za pol moje dlani, ne rabite več, ampak ta file je pust, ne? Pust, ne maščobe, samo zdušen, ne pa ocvrt. In zraven seveda zelenjava brokoli, cvetača, pa še zelena solata, za celo kosilo 1 žlica oljčnega olja, 10 gramov 1 jedilna žlica, pa sol. No, malica 2, spet 1 jabolko, potem pa je tole za enega, ki je šel na telesno aktivnost in je zelo pokuril, ne, energijo in še sladkor, ne. In je bil, to je regeneracijska malica, to ne rabi vsak. Tist, ker res 1 uro, pa pol, pa še več je na telesni aktivnosti in pokuri vse rezerve, tudi rezerve v mišicah, glikogen v jedrih in takrat rabi potem mogoče 1 manjšo banano, pa še sveži korenčkov sok. To diabetik, če ne gre na tako orank aktivnost, pa da ima sladkor, normalno nič ne rabi. Večerja, vidite spet, ne samo jogurt, pogosto slišam od starejših ljudi, ja, veste, jaz za večerjo pa sam jogurt pojem. Rečem, kaj pa po večerji, da pa jeste ta jogurt ob 6, da greste spat ob 10, ja, 4 ure sem na jogurtu. Ja, kaj pa vmes, nič ne jeste? Ja, no, včasih grem pa v hladilnik pogledat, ne? To je tisto nevarno, ker se tega pa spet ne zavedam, kolikrat stopim do hladilnika pa ga odprem, zato je boljše, da si pripravim kvalitetno večerjo in me ta večerja nasiti in jo ozavestim, ne? Zelje, belo, bučke, se pravi zelenjava, potem je pa tukaj 60 gramov polnovrednega riža,
Pa še, naprimer, losos lahko bila postrv, boljše bi bilo še kakšne sardence, ne, se pravi riba, 90 gramov, pa spet olje, sol. In ta večer je res nekje okrog 6-7, ne? Ampak če greste čez 3 ure, 4 ure spat, bo to v redu, ne? Nekateri pa rabite še morda po večer, zmerite sladkor, vidite, da je nekako padlo, ne? Potem še vzamete ali polnovredni kreker, nekomu pa še je boljše jogurt, nekomu boljše sadje, ne? Tako da na nek tak način. No in jaz pol te zadeve še malo drugače pogledam, rečem, aha, kalorije smo zračunali, beljakovine, ogljikovih hidratov, vse je to prav, ampak ali s takim obrokom dobim tudi vse vitamine, minerale, to je zame pomembno, ali s takim obrokom res uravnotežim in res telo dobi vse, kar potrebuje, to je pomembno, ne samo kalorije, ne samo to, da je sladkor, ampak tudi ostale hranilne snovi. In tak obrok je res čisto tak šolski, ne, kjer res pokrijem vse vitamine, minerale, tako kot je treba. No, tukaj pa še malo, ne? Zdaj bomo pa kar zaključili, da ne bomo predolg, ne? Zaključimo, ne? Samo, da boste se lažje izbrali. Kaj bi izbrali tukaj? Ta krompir ali ta krompir? Spodnji. Kaj vedno tako? Kadar imate na izbiro, ne? Pomfri pa res lepo diši, ne? Ampak, gledajte, dajte se spomniti na tole, gledajte. V 100 gramov pečenega krompirja, tale pomfri, ne, je 554 kilokalorij, to je celo kosilo za 100 gramov. Zaradi tega, ker je 39 gramov maščob noter in od tega se boste zredili. Ta krompir pa lejte sam 70 kilokalorij. Na to se spomnite, kadar se ne boste mogli odločiti, kaj bi bilo boljše. Okus vas bo silil v tega, ne, okus navade, pravilno bi bilo pa tega izbrati. Glejte, to je, kaj si želim, ne? Ampak nasite se boste pa ravno tako in več hranil, tudi vitamina C boste dobili v tem kuhanem krompirju kot v tem. Ne? Če gledamo naprej, kaj bi, čokolado veste, da ne boste, ne? Sploh ne mlečno, ampak gledajte, kaj to, ne? Spet cel obrok 100 gramov čokolade. Če je banana, je spet več kalorij, ne? To takrat, kadar me že malo trese, ne? Kad vam rabim sladkor, ne? Morda kdaj za pomoč, raje se bom odločil za jabolko, ne? In s to jabolko pokrijem tudi veliko potem ostale hranilne snovi. No, tako da, to je še nekaj obrokov, ne, takih. Tako, da zaključimo, ne, začnite dan z zajtrkom, imejte več obrokov na dan, 5 do 6, če se da, ne, ampak, če je nekdo navajen na 3 in ima uravnavane sladkorje, kot je treba, je tudi v redu, ne? Nekje manj pa ni zaželjeno. Zadnji obrok večji naj bo res 2 ure pred spanjem, če je pa po večer, pa samo takrat, kadar je nujen. Hrano, če se boste vse drugo ostalo pozabili, zapomnite si žvečenje. 15krat, ko se boste usedli pri kosilu danes, vsak grižljaj 15krat pregriznete, da se bo res premlelo v ustih, da se bo slina nabrala, boste videli, kako boljše se boste počutili po takem obroku. In tudi prej boste siti. Preverite to že danes in potem nadaljujete vsak dan. Hrana naj ne bo preveč solena, uporabljajte pa morsko sol in izogibajte se od cvrti in hitri hrani, ter veliko se gibajte na svežem zraku. Tako, naj bo hrana tudi vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana. To je pa že dejal Hipokrat in za diabetika vsekakor to zelo močno drži. Hvala lepa za pozornost. Jani, za res izredno predavanje. Jaz sem pa še eno praktično vprašanje. Rekla je polovico krožnika zelenjavo in pogosto imajo diabetiki še marevan in kero zelenjavo ne potem na tisto polovico krožnika dam. Zelo dobro vprašanje. Točno tako, ne? Jaz se s tem marevanom, marevarinom, različne so imena, izrazi, vsak nas soočam z pacienti, ne, po infarktu oziroma srčnimi bolniki in me vedno to sprašujejo. Koliko pa lahko zdaj pojem zelja, naprimer, zdaj bo sezona kislega zelja in vemo, da kislo zelje ima veliko vitamina K. Vitamin K je tist, ki je ovira zdravilu, kontraindikacija, ne? Če mi imamo zdaj zdravilo proti starjevanju, vemo, da vitamin K pa stimulira naše encime za starjevanje krvi, ne?
je za nekoga, ki je zdrav, je to super, ne, za nekoga, ki ima pa zdravilo, bo pa ovira, ne, in mu te vrednosti potem INR-ja nihajo. Tako da kislo zelje, če imate marevan, marevarin oziroma kumarin pa te vrste zdravil, res pomalen. Malo gledati na krožnik, ne prevelike količine, isto zelena solata, okroti, tudi sveže zelje, tudi brokoli. Ne. Te vrste zelene, vrste zelenjave so bolj bogate z vitaminom K kot pa ostale. Tukaj pa zdaj kislo zelje mečkam na stranski tir, oziroma ničesar ne rečemo, da je prepovedano. Zelo pomembno je, da se te količine te hrane oziroma vaše navade glede na zelenjave enakomerno nekako tudi uravnavajo z zdravili. Ne. Ko imate pa enkrat to je vrednosti uravnavane, pa ne menjati preveč te količine in te vrste zelenjave. Sem to je pomembno, ne, da je potem ustaljena ta vrednost. Res še enkrat hvala gospe Jani za izredno predavanje.